Sem videl, da je avto na YouTube. To je dobro, da ni bilo dobro. Lep dober večer vsem skupaj, še posebej pa lepo pozdravljam izjemnega novinarja in publicista Branka Sobana, ki je lani jeseni, kdaj je šla knjiga? Januarja. Pa smo pa zelo aktualni. Nisem točno vedela, je bilo jeseni, torej, ki je letos januarja pri založbi Sanje izdal knjigo z naslovom Zločin brez kazni, Rusija, Islam in Zahod, in v njej izbral svoje pogovore, bi lahko rekla, ene najbolj žlahtnih v sobotni prilogi Dela. Mogoče najprej nekaj besed o našem nocojšnjem gostu. Mislim, da tisto, kar je najbolj znano, je bilo vaše dopisništvo iz Rusije, ki vas je stalo tudi zamere do oblasti in doživljenjske pripovedi, očitno. No, ne vem, če je doživljenjska, v glavnem zdaj že... Še kar traja. Prepoved. Ja. A mikrofon, mogoče bo zamenjala, da je ta močnejši. Evo, bo. Doživljenjska ni še rečeno, ampak zaenkrat traja. Ni še rečeno, ampak že kar traja, ja. Od 2006 ne smem več v Rusijo. Zaradi mojega kritičnega poročanja, zlasti mislim, da jih je najbolj bolelo moje poročanje o Čečeniji, o tej temni plati Kremlja, to je ena strahotna vojna, o kateri je vsa Evropa molčala. Se dobro sliši? Vem, kako da se ne sliši. Malenko sam treba, naj malo bliže ustu. Je treba? Čist blizu. Ko slabo je. Čečenija. Ja, Čečenija, ta moja prepoved obiska Rusije traja že od leta 2006. Takrat so mi zavrnili vizum, akreditacijo. Takrat me je hiša predlagala, da bi imel še en mandat v Moskvi. So mi zavrnili akreditacijo in potem posledično tudi ne dobim več vizuma. Zame je to seveda v bistvu veliko novinarsko priznanje, kajti pomeni, da so moje članke zelo natančno brali. In jih opazili. Kar je za novinarja najpomembnejše. Najbolj jih je bolelo seveda moje poročanje o Čečeniji. Jaz sem bil v Čečeniji, to je ena strahotna vojna, ki v bistvu traja že 20 let. 1994 se je začela prva čečenska vojna, ki jo je velika ruska armada izgubila. Je bil podpisano premirje leta 1996, ampak pole pa sledila nova, druga čečenska vojna leta 1999. Prvo je začel Boris Jelcin, drugo pa že Vladimir Putin. In v bistvu se ta vojna še kar vleče. V bistvu tistih klasičnih vojaških operacij, bombardiranj, tega ni več, ker so v bistvu že večino upornikov pobili, če grobo rečem. Pobili so vse izvoljene čečenske predsednike. Se pa ta konflikt seveda se je iz Čečenije že razlil na vse druge ruske severno-kavkaške republike, teh je 7, če jih lahko naštejem, od Rdečega morja proti Kaspiju, se pravi najprej je Adigeja, potem je Karačajevo-Čerkesija, Kabardino-Balkarija, Ingušetija, Severna Osetija, Čečenija in Dagestan. V bistvu v Čečeniji življenje postaja mirnejše, ker je stvari s trdo roko uredil Ramzan Kadyrov, to je nekakšen vazal Vladimirja Putina. So pa konflikti v Dagestanu, ki je v bistvu največja ruska severno-kavkaška republika, pa Kabardino-Balkarija. Ta je pa že v bistvu zelo blizu Sočija bila, ampak na srečo se v Sočiju ni nič zgodilo.
No, zelo so pa zamerili tudi moje kritike ruske politike na Balkanu. Dejstvo je, da je bila Rusija zadnja država na svetu, ki je dosledno branila Slobodana Miloševića in njegov režim. Zelo dobro se spomnim, bilo je točno 3 tedne pred padcem Slobodana Miloševića, ko so Moskvo obiskali 3 vodilni srpski opozicijski voditelji, Đinđić, Koštunica pa Drašković, in jih v Moskvi na zunanjem ministrstvu niso hoteli sprejeti. Z besedami, češ, da je Milošević legitimno izvoljen predsednik in da se z njimi ne nameravajo pogovarjati. Potem se je pa zgodilo, da je Milošević čez 3 tedne padel in so ti 3 gospodje čez dober mesec prišli nazaj v Moskvo kot premijer, zunanji ministri in tako naprej. Se pravi, ruska diplomacija je izjemno sposobna, izjemno zna delovati v ozadju, to se vidi kjerkoli v svetu, ampak tukaj so pa padli na temeljnem izpitu v bistvu diplomacije, ne? Ko je treba predvidevati, kaj se bo zgodilo čez 3 tedne, ne? Pa tega niso vedeli. Ali pa si tega niso želeli. No, to je najbrž bolj. To je možno. Ja. Jaz si bom dovolila prebrati nekaj lepih misli za uvod. In sicer je to strani Društva novinarjev Slovenije bilo ob tem, ko ste bil razglašen, ali pa so bili vaši novinarski dosežki, izjemni novinarski dosežki in tudi serija intervjujev razglašenih za izjemni dosežek lanskega leta. In vi kot novinar ste postal najvišje ovrednoteni in nagrajeni novinar Slovenije. Takole so to zapisali. V času, ko Slovenija postaja vedno manjša, ko slovenski mediji ukinjajo dopisniške mreže, ko se odrekajo svetovljanskim zgodbam, so njegovi intervjuji s pomembnimi osebnostmi, borci za človekove pravice, uporniki in pisatelji, presežki primerljivi z najboljšimi na svetu. Z vztrajnostjo in radovednostjo prepriča tudi nedostopne sogovornike, ker je neusmiljeno načitan, jih tudi navduši. Bralce pa njegove zgodbe vedno znova opozarjajo, kako pomembno se je boriti za pravice, proti krivicam. Mislim, da je to taka lepa misel za uvod, ki veliko pove tudi o tem, da pravzaprav vi skozi svoje pogovore vedno imate jasno držo. Izbire sogovornikov, kar je izjemno pomembno. Koga izberete za sogovornika in čez to dajete prav ta sporočila? Ja, to v bistvu vedno izbiram, seveda izbira ni enostavna, ampak vedno izbiram ljudi, ki imajo kaj povedati ob enem konkretnem dogodku, se kaj dogaja, je kakšna vojna, kakšna prelomna dogajanja. Vedno iščem človeka, ki mi lahko to stvar razloži. Bolj mojim bralcem kot mene, ker jaz kot izpraševalec poznam stvari, oziroma vsaj jih moraš poznati, če ne intervjuja sploh ne moraš delati, če ne veš, za kaj gre. Recimo en tak intervju, ki je objavljen v tej knjigi, je zagotovo z nekdanjim finskim predsednikom in velikim diplomatom Martim Ahtisarijem, kasnejšim Nobelovcem za mir, ki je v bistvu oče neodvisnega Kosova. On je bil posebni odposlanec Združenih narodov za Kosovo. On je naredil ta projekt neodvisnega Kosova in sem v resnici poskušal vse, da pridem do njega. Čeprav je za Martija Ahtisarja znano, da ne daje intervjuje, v bistvu, če boste šli na internetih, je zelo malo ali pa skoraj nič. Tukaj je zanimiva zgodba, kako sem pol prišel do njega. V Moskvi sva bila skupaj, sva se spoprijateljila z enim finskim kolegom, ki je po odhodu iz Moskve, po vrnitvi na Finsko, postal urednik enega dnevnika v Turkuju. In ga jaz ten dan pokličem, napišem mail, pravim, živijo Mati se je imenoval, sem rekel, morda poznaš kakšnega človeka, ki je blizu Martiju Ahtisarju. In dobim že čez kakšno uro odgovor,
pravi, moj osebni prijatelj je njegov svetovalec, tukaj imaš mail, pa mu piši. Jaz takoj napišem, čez 1 uro dobim odgovor, pridite jutri na Dunaj. Tako da je v bistvu do človeka, do katerega najtežje prideš, sem prišel najlažje. Se pravi, v novinarstvu in v življenju in v vseh drugih poklicih je v bistvu vedno velja tisto, da moraš poznati prave ljudi in biti v pravem času na pravem mestu. In mislim, ta intervju Marti Ahtisari je velik človek, Nobelovec za mir, človek z eno širino in je užitek se pogovarjati s takimi ljudmi. In mi smo imeli privilegij tak pogovor tudi prebrati in smo lahko samo veseli, da imamo pa mi takšnega novinarja. In zdaj, če smo nekoliko aktualna, vi ste se v soboto vrnil iz New Yorka, iz Amerike, sva bila tudi v kontaktih, če je vse v redu, če ste se že naspal. Imam še malo jet laga. Ja. In me se zanima, da v aktualna, s kom so nastajali pa pogovori, oziroma kdo je bil vaš tokratni sogovornik ali sogovornica? Ja, v bistvu sem v New Yorku in bližnji okolici, če tistih 1000 kilometrov gor ali dol, srečal kar precej imenitnih ljudi. Mislim, da bom ta teden, odločitev bom sprejel jutr, mislim, da bom ta teden naredil intervju z Mašo Gessen. To je znana ruska novinarka, ki se je decembra preselila v ZDA. V Moskvi je živela 20 let, ena najbolj znanih ruskih novinark, izjemno kritična. Pred par leti, mislim 2-3 leta nazaj, je napisala uničujočo knjigo o Putinu z naslovom Človek brez obraza, Man Without a Face, ki žal še ni prevedena v slovenščino, so jo pa prevedli na hrvaškem. Te dni pa v Ameriki predstavlja svojo novo knjigo o Pussy Riot. Njen naslov je Besede bodo zlomile cement. To si je sposodila pri Solženicinu, on je ta stavek zapisal v knjigi Prvi krog. Govori pa o fenomenu Pussy Riot, z njimi predvsem s tistima dvema, ki sta bili v zaporu. To je bila Marija Aljohina pa Nadja Talakonikova. Z njima si je dopisovala, seveda upoštevaje cenzuro, zato so v pismih uporabljali druga imena, se ni predstavljala kot Maša Gessen. S pomočjo moža Nadje Talakonikove je njo tudi obiskala v zaporu in se 4 ure pogovarjala z njo. To je v bistvu, je mož žrtvoval svoje ure obiska, da se ona lahko pogovarjala z njo, ker obiski so zelo redko. In to knjigo zdaj predstavlja po Ameriki. In jaz sem se pogovarjal z njo dobro uro, bil sem tudi na nekaterih njenih predavanjih in mislim, da bo to ena zelo zanimiva stvar, ker smo se veliko pogovarjala tudi o Putinu, zdaj je stvar aktualna. Meni je v njeni knjigi o Putinu izjemno všeč stavek, ko pravi, da je Putin cepljen proti demokraciji. Mislim, je res klasičen primer tovrstnega cepiva, čeprav je v svetu danes še kar nekaj podobnih politikov. No, potem sem imel, pač treba je iskati, vedno ne uspeš, ampak prišel sem do intervjuja z Barbaro Sukovo, znamenito nemško filmsko igralko, ki se nam je nazadnje predstavila tudi v naših kinodvoranah v filmu Hannah Arendt. Hannah Arendt je ena največjih intelektualk 20. stoletja, izjemno kritična, najbolj znana je njena knjiga o izvorih totalitarizma, pa seveda tale proces o Eichmannu, ki je tudi predstavljen v filmu. V bistvu pogovarjal sem se tudi z režiserko Margaret von Trotha. Ona je rekla v tem filmu, da je sprva poskušala narediti film o celotnem življenju Hannah Arendt. Ampak v življenju Hannah Arendt se je zgodilo toliko stvari, da je to nemogoče zajeti v en normalno dolg film in se je zaradi tega odločila samo za tale
izsek tega procesa proti Eichmannu, ne? In knjige, ki jo je napisala potem in si zaradi nje tudi pridobila pol ogromno sovražnikov. No, potem sem v Bostonu sem se pogovarjal na Harvardu s Kananom Makijo. To, ne vem, verjetno v Sloveniji ni tako znan, ampak po svetu ga zelo poznajo, ker je bil glavni iraški disident, bojevnik proti Saddamu Huseinu, napisal dve uničujoči knjigi za Saddamov režim. Ena je Republic of Fear, ne, Republika strahu, druga je Silence and Cruelty, ne, se pravi tišina in krutost. In v bistvu je Kanan Makija v bistvu ena tragična osebnost. Bil je velik zagovornik vojne proti Saddamu, proti vojne za odstranitev diktature, tega uničujočega režima, ne, ki je pobil na tisoče ljudi, ne vem, ogromno Kurdov, 88. leta, tisti genocid v Halabdži, ki so s plinom zastrupili celo mesto. Ampak on se je tega boja, ne, proti Saddamu Huseinu lotil seveda z eno željo po demokratičnem, po novem, transparentnem Iraku, ampak ti načrti, kot vemo, so se popolnoma izjalovili, spodleteli. Danes je v Iraku okupacija, okupacijska vojska, državljanska vojna in je v bistvu Kanan Makija po svoje, zaradi tega, kar se je zgodilo, izjemno zagrenjen in se popolnoma umaknil iz tega političnega življenja in je samo še profesor na univerzi, kjer predava bližnjevzhodne študije in piše eno novo knjigo. Zdaj, če greva k zločinu brez kazni, mogoče tik pred izidom je naslednja knjiga, ne? V tej knjigi je zbranih koliko je intervjujev vseh? 31. Ja. Zdaj je tik pred izidom naslednja, ne? Konec meseca izide v bistvu drugi del, še naslednjih 31. Po isti naslov? Ne, obrnili bomo. Kazen brez zločina. Ne, ker so nekateri ljudje kaznovani tudi konečno naredijo. Jaz sem ponudil, ko smo se dogovorili za ta projekt, sem založbi ponudil 62 intervjujev, najboljših po moji presoji, ker seveda je še veliko drugih, ne, ki pač vse ne gre v knjigo. In sem rekel, se bomo pač pol dogovorili, kaj bomo črtali, ne. Mislim, to je pač moj izbor, pol pa stvar dogovora. In so se nekako odločili, da bodo vse objavili. Da bodo vse dali v knjigo. Po tej odločitvi so pa ugotovili, da bi bila ena knjiga predebela, pa nerodno držati v rokah in smo se odločili pol za dve knjigi, kar je meni zelo všeč, ne, po svoje. Dve knjigi naenkrat, bolje kot ena. Ja, če ti rečeva v naslovu, tudi naslov je povezan na nek način zdaj s pogovorom iz druge knjige, ne, z poljskim režiserjem Vajdom. Ja, kazen, se pravi zločin brez kazni. Jaz sem se za ta naslov odločil, v bistvu je povezan z intervjujem z Andrzejem Vajdo, slavnim poljskim režiserjem, ki ga izjemno spoštujem. Tudi zdaj pred kratkim je bil predstavljen njegov nov film o Lehu Valenci. Sta v bistvu velika prijatelja in tudi v tej drugi knjigi bo tudi moj intervju z Lehom Valenco. Za intervju z Vajdo sem se pa, moram reči, kar precej boril, so mi spet pomagali prijatelji iz Varšave, da sem prišel do tega slavnega režiserja, ki nenehno snema, zdaj ima, mislim, že blizu 85 let, pa še kar dela. Hotel sem do njega zaradi filma Katin, ne. To je film, verjetno ste ga nekateri videli, to je film o pokolu v Katinskem gozdu leta 1940, ko je ko so Stalinovi NKVD-jevci, ne, KGB-jevci, pobili v bistvu v cvet poljske inteligence, 20.000 oficirjev. Seveda, treba je povedati, da to niso bili samo poklicni vojaki, to so bili rezervisti, ne, se pravi upoklicani. Je bilo ogromno zdravnikov, profesorjev, pač rezervisti kot v vsaki državi, pa nas jih na srečo nimamo več.
In on je o tem filmu, o tem projektu, no in jaz sem tudi tam bil, ne. Jaz kot dopisnik v Moskvi sem šel pogledat, ne. Jaz hočem videti tisto, o čemer pišem, ne. Jaz ne morem pisati nekaj, česar nisem videl, ne. Tudi zato sem šel v Severno Korejo, ne, pogledat, ne. Dokler nisem bil v Severni Koreji, si nisem upal napisati članka, ne, kako pa. Koliko sem pa šel, zdaj pa lahko pišem, ne. Hotel sem videti ta Katinski gozd, kjer so poljske in ruske oblasti uredile izjemno lep memorialni center. Tam niso bili pobiti, mislim, strahota tistega Katinskega gozda je, da v bistvu hodiš po grobovih, ne. Ker tam niso bili, to je ogromen gozd blizu Smolenska, ne. V tistem gozdu niso bili pobiti samo poljski oficirji, ampak tudi mnogi ruski disidenti, nasprotniki Stalinovega režima, ne. Za število pobitih Poljakov se približno ve, ne, za število pobitih Rusov pa ne, in brško ne, številka ne bo nikoli znana. No, Andrzej Vajda je o tem filmu sanjal vse življenje, ne. Pod komunizmom tega filma seveda ni bilo mogoče posnet, ker je bilo ta tema je bila tabu, o Katinu se v vzhodnem bloku ni smelo govoriti. Andrzeja Vajdo pa je ta tema mučila zato, ker je bil tam ubit njegov oče, ne, Jakub Vajda. In po padcu Berlinskega zidu se je lahko lotil tega projekta in naredil izjemen film. In v bistvu sporočilo tega filma je, ne, Stalinovi možje so se tega projekta, ne, v narekovaju, uničenje te cveta poljske inteligence, lotili na izjemno pokvarjen način, ne. Poljake so pobili z nemškim orožjem in z nemškimi krogljami in na ta način zločin pripisali Nemcem. V bistvu po vojni je resnica po malem že začela prihajati na dan. Dokončno pa je bila resnica o Katinu znana za časa, ko se je v Sovjetski zvezi začela perestrojka, ne, glasnost, ko je najprej Mihail Gorbačov, potem pa še Boris Jelcin so Poljakom izročili prve uradne dokumente, KGB-ovske dokumente o pokolu v Katinu. To je bil zločin, ki nikoli ni bil kaznovan, zato naslov zločin brez kazni. In v uvodu tudi napišem, ne, v bistvu živimo v svetu, ne, kjer zločini v glavnem nikoli niso kaznovani. Ne. Nihče ni bil kaznovan za atomski bombi nad Hirošimo in Nagasakijem, nihče. Nihče ni bil kaznovan, ne vem, za vojno v Čečeniji, noben ni kaznovan za Srebrenico, ok, tam so vsaj nekaj, da glavne zločince so pripeljali v Hak, noben ni bil kaznovan za Čečenijo, za Irak, Afganistan in tudi pri nas v Sloveniji nihče ni bil kaznovan za izbrisanih 26.000 ljudi, ne, to je tudi neke vrste. 2 sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasburgu, med njimi tudi naš Boštjan Župančič, sta v ločenih mnenjih jasno napisala, to si lahko vsak prebere na internetni, če gre na internetno stran Evropskega sodišča za človekove pravice, sta jasno zapisala, da je šlo za poskus etničnega čiščenja. Se pravi, to je zločin, za katerega v Sloveniji do zdaj ni bil še nihče kaznovan. Eden od podnaslovov je Rusija, Islam, Zahod, ne? Je Rusija in jasno se vidi, da pravzaprav glede na to, da ste bil dopisnik v Moskvi, tudi kasneje niste pustil Rusije in mnogi intervjuji so se povezani z Stalinovo Rusijo, potem s spremembami, ki so se dogajale in se tudi predvsem s Putinovo Rusijo. Teh pogovorov je res nekaj veličastnih, Garij Kasparov, potem žena Litvinenka, Marina Litvinenko, Nina Hruščova, Vnukinja in tako naprej. Skratka, Eduard Ševarnadze, gruzijski, ne, bivši zunanji minister. Skratka, vidi se, ne, vaša nekako rekla, jaz sem kar rekla, ampak Putin mu pa je res tisti, ki mu nikoli ne boste dal miru, ampak bodiva aktualna, ne, mogoče
v smislu je tudi tega, Krim, Ukrajina, Putin. Želela sem samo še to, v knjigi sem najdla v vašem pogovoru z švicarsko diplomatko Heidi Tagliavini zanimivo izjavo. Ukrajina je Krim dobila od Hruščova za nagrado, ker je bila lojalna sovjetski oblasti. Ja, to je rekla ona, Heidi Tagliavini jo zelo spoštujem, to gospo. Mislim, da je malo takih diplomatov v svetu. To si lahko privošči, ker je Švicarka, noben mu nič dolžna. Švica je neutralna, kar je včasih v diplomaciji in politiki zelo dobro. Tudi zaradi tega jo je Evropska komisija, Bruselj, jo je izbral za posebno poročevalko, dobila je nalogo, da napiše poročilo o rusko-gruzinski vojni, ki je izbruhnila leta 2008 med Pekinško olimpijado, in s katero je Rusija Gruziji za vselej iztrgala Abhazijo in Južno Osetijo. Abhazija in Južna Osetija po mojem nikoli več ne bosta del Gruzije, čeprav si Gruzija to še vedno zelo močno prizadeva, ampak bo zelo težko. Tukaj je Heidi Tagliavini je to nalogo opravila izjemno. Zdaj, a je bil Krim je bil nagrada, seveda. Krim je točno pred 60 leti, bilo je 19. februarja 1954, takratni sovjetski voditelj, Nikita Hruščov, ki je nasledil Stalina, po hudi notranji bitki, so bili še drugi kandidati. On je živel v bistvu večji del karijere do prihoda v Kremelj, je živel v Ukrajini, se je čutil tudi njegova žena je bila Ukrajinka, Nina. Se je čutil nekako dolžnega, da se oddolži v Ukrajini. V bistvu, verjetno veste, da je bila Ukrajina v 30 letih žrtev umetno povzročene lakote. V Ukrajini temu pravijo golodomor. Golod je lakota. Ko je zaradi nerazumljivih kmetijskih ukrepov, ko so kmetom jemali vse, kar so imeli, umrlo, točne številke se ne ve, govorijo o najmanj 3 milijonih, kateri omenjajo tam 80, to bo verjetno malo preveč. Nikita Hruščov je to svojo odločitev takrat utemeljeval točno s tem, nekakšna nagrada, odškodnina Ukrajini za to strahotno trpljenje v 30 letih. V tistem letu je pa tudi minilo natanko 300 let od sporazuma med ruskimi carji pa ukrajinskimi kozaki. Zdaj se ne spomnim točno, da je bilo Pereslava ali nekaj takega, kje je bil ta sporazum podpisan. In je Hruščov seveda takole bratsko, Krim, ki je dotlej, se pravi, pred 60 leti je še pripadal ruski sovjetski socialistični republiki, jo je podaril ukrajinski sovjetski socialistični republiki, seveda misleč, da Sovjetska zveza ne bo nikoli propadla, da je to država, ki bo večna in tako naprej. To se seveda ni zgodilo in je po 91. letu, logično, po razpadu Sovjetske zveze, je Krim ostal v sestavu nove ukrajinske države in Rusija, jaz sem bil večkrat v Ukrajini, vsaj 10-krat, na Krimu tudi, nazadnje pred dobrim letom. Krim je izjemno lep, mislim, ga priporočam, zdaj ga ne priporočam, ki je kriza, ni najboljš tja zdaj hoditi. Ampak to je en najlepših delov Evrope. Izjemno lepa narava, izjemno lepo morje, ki se poleti segreje na primerne temperature, izjemno lepe palače, v Jalti, tam so 3 palače, kakršnih ni v Evropi, in v teh 3 palačah so stanovali takratni, leta 1945, ko je bila Jaltska konferenca, so stanovali Stalin, Churchill in Roosevelt. Roosevelt, ker je bil na vozičku, je bil invalid, že takrat je stanoval v Livadi, kjer je v palači Livadija, ki je najlepših, kjer je bil podpisan ta jaltski sporazum.
Zdaj seveda večina ruskega prebivalstva in ruske politike te izgube Krima ni nikoli prebolela, ker je resnično Krim je en biser, ne, ki si ga Rusija izjemno želi. In je v bistvu tole zaostrovanje, ki se je začelo, ne, novembra lani, ko je predsednik Viktor Janukovič obrnil hrbet Evropski uniji in se za 15 milijard dolarjev kredita, ki jih je seveda nujno potreboval, ker mora Ukrajina do konca letošnjega leta vrniti, mislim, da okrog 11 milijard dolarjev dolgov, ki jih ima v različnih mednarodnih inštitucij. Se pravi, Evropska unija ni ponujala nič, Rusija je ponudila 15 milijard dolarjev in poceni plin, ki ga zdaj ne bo več, ne, že Gazprom rekel konec. In Rusija je te proteste, ne, ki so se začeli takrat proti Janukoviču, jaz sem takrat dejal, da Viktor Janukovič s tem, ko je obrnil hrbet Evropski uniji, mislim, tudi Evropska unija je v krizi, logično, in finančni, in moralni, kriza identitete, nihče ne ve, kam gremo. Kljub temu, mislim, da Evropska unija ponuja Ukrajini bistveno več kot autokratska, ne, mislim, autokratska korumpirana Rusija. Rusija je ena najbolj korumpiranih držav na svetu, ne, to so ugotovili na Transparency International, to niso samo moje besede. S tem, ko je obrnil hrbet Evropski uniji, je v bistvu obrnil hrbet Ukrajini, ne, svoj lastni domovini. In mislim, da je Rusija izjemno spretno izkoristila tale vrenja, ki so se začela in proteste v Kijevu, za ribarjenje v Kalnem. In mislim, kolikor se zdaj stvari razpletajo, se bo tukaj ponovila zgodba z Abhazijo in Južno Osetijo, ne. Aneksirala bo Krim, ki nikoli več ne bo ukrajinski, ne. Ampak rad bi pa upozoril, zdaj prihodnjo nedeljo ne bi bil referendum. Zdaj, trenutno svetu Evrope predseduje Avstrija. In mislim, da je avstrijski zunanji minister, ki predseduje svetu Evrope, Sebastian Kurz, danes izjavil, da bo legitimnost tega referenduma, ki naj bi se zgodil nedeljo do petka, presojala Beneška komisija, ne, ki deluje v okviru sveta Evrope. Zame osebno je ta referendum brez mnenja Beneške komisije nelegitimen. Zakaj? Ukrajina je imela referendum o neodvisnosti 1. decembra 1991, tako kot smo ga imeli mi v Sloveniji eno leto prej. In kakšen je bil rezultat? Ogromna večina Ukrajincev se je odločila za neodvisno državo, tudi večina prebivalcev Krima. Ta odstotek je bil na Krimu res najmanjši, ker je tam večina prebivalstva ruskega, to je logično. Na Krimu je za neodvisno Ukrajino 1. decembra 1991 glasovalo 54% vseh, ki so prišli na volišča. Zame je nov referendum, v bistvu, ki ga izsiljuje Rusija, to je izsiljen referendum. Mislim, da bo Beneška komisija mojega mnenja zame nelegitimen. Bo pa samo nekakšen izgovor. V zdajšnji konstelaciji sil je pričakovati, da bo večina krimskega prebivalstva za odhod v Rusijo. To bo samo ta rezultat na referendumu, če se bo zgodil, bo v bistvu samo nekakšen izgovor za dokončno aneksijo Krima, kar seveda, ne vem, bo povzročilo nove konflikte, upam, da tudi ne nove vojne v Evropi. Menila smo prej Nino Hruščovo. Ona je v tem svojem pogovoru z vami rekla, da je Putin hujši kot Stalin, oziroma se obnaša huje kot Stalin, da je bolj podoben Ivanu. Skratka, in v mnogih intervjujih, ki so tudi z opozicijskim Garjem Kasparovim, so vaši sogovorniki upozorili na to, da so v Rusiji ponovno politični zaporniki. Garij Kasparov je bil tukaj izjemno
plastičen, ne, rekel je, da bi, to je tudi naslovu tega intervjuja, pravi namreč, da bi Putin rad vladal kot Stalin in živel kot Roman Abramovič, ne, z vsemi milijardami, ne, ki jih ima Abramovič v Londonu. Ne. Vsi ruski oligarhi, ne, imajo denar v tujini, ga nimajo v Moskvi, ne, ker čisto za vsak primer, ne, ker ga Putin lahko vzame. Putin, izjemno lepo ga je opisala Maša Gesen, kot sem že dejal na začetku. To je človek, ki je cepljen proti demokraciji. Njegova, jaz sem si doslej zapomnil dve njegovi izjavi. Razpad Sovjetske zveze je označil za največjo geopolitično katastrofo 20. stoletja. Zato tudi nenehno sanja o oživljanju, nekakšnem oživljanju Sovjetske zveze, ne, to je pokazal v Gruziji, to zdaj kaže v Ukrajini. To so po njegovem interesna območja, ki si lahko lasti samo Rusija. In še ena znamenita izjava, leta 1999, bilo je avgusta, ga je Boris Jelcin izbral za novega ruskega premijerja, ne, takrat je Boris Jelcin obupano iskal človeka, ki bi mu ščitil hrbet. Ne, ker v bistvu Boris Jelcin se je zelo zameril Rusom z gospodarsko krizo, vojno v Čečeniji, z gospodarsko katastrofo in kaosom in tako naprej. Iskal je človeka, ki bi mu ščitil hrbet. Predtem je bil dobro leto direktor Zvezne varnostne službe FSB, naslednice KGB, predtem agent KGB-a, neodrezno 5 let in tako naprej. Ko je postal premijer, je najprej sklical sestanek na Ljubljanki, to je v centru Moskve, ogromna stavba, vsi Rusi jo poznajo, tam je bil sedež KGB, danes je sedež FSB in na tem sestanku je rekel znameniti stavek: vrnili smo se in to zavedno. In točno ta drama ukrajinska, ne, ki se bo še vlekla in upam, da se bo končala brez žrtev, ne, točno to kaže, ne, te sanje o oživljanju nekdanjega ruskega imperija. Ne. Ukrajina je zanj strateško pomembna, ne, ker je to je v bistvu največja evropska država brez Rusije, ne, tudi s precej prebivalstva, skoraj 50 milijonov, je most med Evropsko unijo in Rusijo in Krim, ne, Krim, o katerem smo že veliko govorili, je v bistvu strateško pomemben, ker je tam sedež ruske črnomorske flote, nekdanje sovjetske črnomorske flote, ki sta si jo Moskva pa Kijev, ne, po razpadu Sovjetske zveze razdelili na pol in s posebnim mednarodnim sporazumom sklenili, da bo Sevastopol še naprej sedež obeh flot, ne, ločene ukrajinske pa ruske flote. Hkrati je pa treba dodati, da je tudi Rusija leta 1994 skupaj z nekaterimi zahodnimi državami, z Ameriko, ne vem, še z nekaterimi evropskimi državami, leta 1994 v Budimpešti podpisala sporazum, kjer se je zavezala, da bo spoštovala nedotakljivost ukrajinskih meja. Se pravi, natanko 20 let po temle sporazumu, ta sporazum za Moskvo ne obstaja več in hoče risati nove meje na nekdanjem sovjetskem območju. Ampak vseeno se mi je zdela pa zanimiva vaša izjava, pravzaprav, da je Putin pa osebnost leta 2013. Ja. In tam ste naštel njegove pravzaprav tudi diplomatske prebrisane in ne nazadnje jim lahko rečemo pa tudi politične uspehe. Ne? Na eni strani je mu uspelo kupiti Ukrajino in tam je bila Evropa pravzaprav poražena. Potem je dal zavetišče Edwardu Snowdenu, še ena taka zanimiva zgodba. Sirska zgodba z Asadom kot večnim konfliktom, ki mu izjemno koristi, in pa seveda pomilostitev zapornikov nekaterih političnih tik pred olimpijado. Skratka, 4 poteze, ki ste mu jih pa priznal kot diplomatske. Ja, točno, konec leta, to je fakt, ne, konec lanskega leta je povlekel poteze, ne, ki mislim, kot sem že dejal na začetku,
Rusija ima izjemno diplomacijo, ne? Oni znajo delovati iz ozadja, ne? Jaz to vidim v svetu Evrope, ne? Kjer zlahka marsikaj dosežejo, ne? Najbolj kritične, ne vem, resolucije zoper Rusijo znajo zelo umiliti, ne? Znajo delati v ozadju. V resnici tega seveda Evropska unija ne bo priznala. Evropska unija je v tej bitki za Ukrajino doživela strahoten poraz, ne? Sam pravim zato, ker ne pozna. No, jaz sem zelo kritičen do bruseljskih diplomatov in birokratov, ne? Mislim, da si to zaslužijo. Točno ta ukrajinska kriza je pokazala, da ne poznajo ne Ukrajine in ne Rusije, ne? Ker Putin je, seveda, v Rusiji veljajo druga načela, ne? Diplomacije, ne? Nobene mehke moči, kot se jo gre Bruselj, ne? Tam je trda moč. In ta mehka moč Evropske unije je proti tej trdi moči Rusije popolnoma kapitulirala, ne? In to ni prvič, ne? Paradoks vsega tega je, da se je to že zgodilo, ta ukrajinska zgodba je v bistvu, kot sem že dejal, ne, nekakšna repriza gruzijske zgodbe, ne. Abhazija, Južna Osetija je izgubljena za Gruzijo in vsi molčijo, ne. Da ne govorim o tem, da so vsi molčali o Čečeniji, ne. Zgolj to se dogaja iz nekakšnih sebičnih, v bistvu sebičnih energetskih interesov, ne. Vsi se bojijo, če bomo jezili Putina, bomo ostali brez plina in nafte, kar je seveda napaka, zame je to velika napaka. Evropska unija je gospodarsko, vojaško, finančno vsaj 10-krat močnejša od Rusije. In problem Evropske unije je, da se ne zna pogajati z Moskvo, ne. Treba je postaviti pravila igre in Putinu povedati, da jih mora spoštovati, ne. Ker to je problem, ne. Rusija je članica sveta, seveda ni članica Evropske unije in nikoli ne bo, je pa članica sveta Evrope, ki je v bistvu zgrajen na Kjebenhavenskih kriterijih, ne, ki so v bistvu kriteriji za vstop v Evropsko unijo, ne, to so demokracija, človekove pravice in vladavina zakona. Se pravi, Rusija kot članica sveta Evrope mora spoštovati načela, ne, ki jih je podpisala. Ne spoštuje niti odločitev sodišča za človekove pravice v Strasburgu. Rusija je v Strasburgu izgubila že več kot 200 tožb zaradi vojne v Čečeniji. Ne. Tam jo individualno tožijo in v bistvu izgubila vse tožbe. Vse, mislim, ker Evropska konvencija za človekove pravice jasno pravi, človeško življenje je nedotakljivo, ne. Čim je nekdo, Čečenec izginil, ne, njegove temeljne pravice so bile kršene in je to na sodišču izgubljena zadeva, ne. In zdaj, mislim, da ravno 2 meseca nazaj je Rusija znova izgubila eno veliko skupinsko tožbo, obsojena je bila na plačilo 2,2 milijona evrov stroškov skupini čečenskih tehle sorodnikov izginulih. Kaj naredi Rusija? Kazen, ki jo naloži Strasburg, izplača, ne uresniči pa drugih zahtev sodišča. Preiskati vsak primer posebej, zaradi katerega je bila obsojena, in krive postaviti pred sodišče. Tega Rusija nikoli ne naredi. Samo denar. Tisto pa izplača in misli, da je s tem stvar upravljena. Mogoče ta paket ruski lahko zaključila še z enim vprašanjem, se mi zdi malo, je res, ali se bo Hodorkovski res odpovedal politiki, ali je lahko on nekdo, ki lahko Putinu še kaj zagreni? Jaz mislim, da se Hodorkovski ne bo odpovedal politiki, ne, to je zdaj že jasno nakazal, ker zdaj včeraj, zdaj v nedeljo je govoril v Kijevu, na zborovanju, na protestnem shodu v Kijevu je govoril in že s tisto izjavo takoj po osvoboditvi, da se bo potegoval za pravice političnih zapornikov, je v bistvu napovedal, da bo ostal v politiki, ne, ker če se ti boriš za osvoboditev političnih zapornikov, je to že politika, ne. Se pa je Hodorkovski
mislim, da nekaj časa taktno umaknil in mislim, da se bo kmalu vrnil v politiko. Ne. Že ta nastop včeraj v Kijevu je v bistvu napoved tega. Ne. Je pa res, da se je za pravice političnih zapornikov v Rusiji treba boriti. Ne. Rusijo zaradi tega obsojajo v svetu Evrope, že kar precej resolucij na račun tega. Politični zaporniki so obstajali v Sovjetski zvezi, za časa Gorbačova in Jelcina jih ni bilo več, vrnili pa so se za časa Putina. Lev Ponomarjov, en najbolj znanih ruskih aktivistov za človekove pravice, je te politične zapornike v Rusiji razdelil na 4 kategorije. Ena od teh kategorij so zaposleni na Jukosu, kjer je bil Mihajl Hodorkovski, zaprli so več kot 50 ljudi. In tudi sicer je zaprtih v Rusiji ogromno poslovnežev, mislim, ne boste narobe razumeli, jih ne branim, seveda, ampak problem je, nekateri so sigurno zanesljivo v zaporu pač zaradi kriminalnih dejanj, ampak proces proti Hodorkovskemu je bil čisti politični proces. To je tudi poročevalka Sveta Evrope, nekdanja nemška pravosodna ministrica jasno povedala, Sabine Leutheuser-Schnarrenberger, zdaj se poteguje za položaj novega generalnega sekretarja Sveta Evrope, volitve bodo junija. Potem so med političnimi zaporniki vsi tile opozicijski politiki, tako imenovani vohuni, zdaj Rusija spet lovi vohune na vsakem koraku, nevladne organizacije so z novim zakonom o nevladnih organizacijah, so nevladne organizacije v Rusiji postale agenti tujih obveščevalnih služb. Mislim, to je dikcija zakona. In pol med političnimi zaporniki so še muslimani, ki jih pa Rusija vztrajno preganja, na Severnem Kaukazu zlasti. Zanimivo je, tega verjeti, v bistvu se v Evropi tega ne zavedamo, da je v bistvu Rusija največja muslimanska država v Evropi brez Turčije. V Rusiji živi 20 milijonov muslimanov, samo v Turčiji je več. Večina je seveda v tehle severno-kavkaških republikah, ki se jim že naštel, izjema je Severna Osetija, kjer so večinoma pravoslavci, v vseh drugih republikah večino predstavljajo muslimani, in potem sta še 2 veliki muslimanski republiki znotraj Rusije, to sta Tatarstan pa Baškirija, vsega skupaj je 20 milijonov. In muslimani so zelo pogosti gostje ruskih zaporov. Ja, zdaj, če sva že omenila islam, to je tudi obsežno poglavje oziroma kar nekaj izjemnih pogovorov z tega sveta, med drugim z Nobelovcem Orhanom Pamukom, potem z 2 kurdskima politikoma, ki sta, ne vem, sta še na poslanskih mestih, oba pa na koncu rečeta, da bosta končala v zaporu, jih še sledite. Tale gospa, ona je poslanka, Ajna, je bila izvoljena na zadnjih parlamentarnih volitvah v Turčiji in se s tem se je rešila zapora. Ko sem jo vprašal, a bo še enkrat šla na parlamentarne volitve, pravi, ja bom šla, če ne bom izvoljena, me pa poiščete v zaporu. Ker je, ta intervju je, ona je izjemna gospa, izjemno kritična, veliko nastopa v turškem parlamentu, treba je reči, treba je povedati, da so v Turčiji, v bistvu uradno demokratični Turčiji, ampak s popolnoma nedemokratičnimi potezami, so prepovedane vse kurdske politične stranke. Vse kurdske politične stranke doslej so bile prepovedane. Ko so prepovedali eno, so spremenili ime in ustanovili drugo, potem so tole prepovedali in tako naprej. Zato grejo Kurdi na volitve v turški parlament kot neodvisni poslanci. Kot stranka ne morejo uspeti, ker je v nasprotju z direktivami Sveta Evrope izjemno visok volilni prag, 10%, tako da nobena opozicijska stranka, zlasti Kurdi, ne morejo v parlament.
zato kandidirajo kot neodvisni poslanci in jih je v tem mandatu blizu 20 in so med najbolj aktivnimi in izjemen zgled za vse druge stranke. Ne. Od 20 poslancev je kar 8 žensk, ne, kar je s takim povprečjem se v bistvu ne more pohvaliti niti v Evropi. Ja, v Evropi samo Skandinavija. Ne. In tudi ta gospa v tem intervjuju pove, na njihovo inicijativo je bila ustanovljena parlamentarna komisija za enakopravnost spolov. Ne. Te komisije ni predlagala Erdoganova vladajoča stranka, ampak so jo predlagale Kurdinje in poslanke z vladajoče stranke AKP, ne, stranke za pravičnost in razvoj, seveda ob takem predlogu niso mogli reči ne. Tako da znajo, so diplomati. So pa zanimivi ti vaši sogovorniki iz islamskega sveta, ker pravzaprav ste iskal nekako moderne mislece, tiste, ki recimo rečejo, da bolj kot o spopadu civilizacij naj bi govorili o sodelovanju in dialogu v civilizaciji, prav neki reformisti islamski, kar neki takih, recimo Tariq Ramadan, ne, in še neki takih zelo zanimivih sogovornikov z islamskega sveta ste imel. Tudi iz Bosne, ne, predvsem iz Bosne, ne. Ta Bosna mene izjemno zanima, Srebrenica in mislim, to so grozovite stvari. Resnično, ne, ko govorimo, zlasti se je ta odnos do islama v svetu, zlasti v zahodnem svetu, zaostril po 11. septembru. Ne. Tiziano Terzani, ne, avtor izjemnih pisem proti vojni, to predlagam vsakmu, da si prebere to knjigo, ker si jo bo zapomnil zavedno. Ne. To so take misli o nas samih, ne, da vse njegove knjige, ampak ta je pa nekaj izjemnega, mislim, da človeka pretrese, ker govori o nas, o naših napakah, kaj počnemo narobe, kaj bi morali početi. Ne. On je izjemno lepo rekel, da je ta 11. september v bistvu naščuval psa, ki je vedno v nas. Ne. Se pravi, naščuval je psa v nas proti drugačnim. Ne. V 11. septembru so tile drugi drugačni muslimani. Seveda, tile zahodni odnos do islamskega sveta temelji na stereotipih, na predsotkih, kar je izjemno lepo povedal pokojni profesor Edvard Said, ne, tega, z njim sem si zelo želel intervju, ampak je bil zadnja leta izjemno bolan in je že umrl, kakšnih 10 let nazaj, ne, tako da do njega nisem prišel, vsega se ne da narediti. On je napisal izjemno knjigo, ki jo tudi priporočam, Branje orientalizem, ne, ki govori točno o tem, o predsotkih do islamskega sveta. Vse naše vedenje o islamu temelji na predsotkih. Ne. In na posploševanju, na osnovi nekaterih skrajnih gibanj, ki seveda so v islamu, kot so tudi v zahodnem svetu, ne, koliko je skrajnežev v zahodnem svetu, koliko je desničarskih strank, koliko je v bistvu neofašističnih strank, ampak vedno se vidi samo skrajneže na drugi strani, nikoli skrajneže na naši strani. Ne. Zato tile islamski intelektualci točno opozarjajo točno na to. Ne. Profesor Huntington, profesor na Harvardu, je napisal znamenito knjigo Konflikt civilizacij, ne, spopad civilizacij, ki v bistvu samo podžiga, ne, te stereotipe o islamu. In mislim, da je to napačen pristop. Ne. Če pogledamo, mislim, da je to rekel eden od bosanskih sogovornikov, zdaj se ne spomnim točno, če mi pogledamo največje konflikte 20. stoletja, prvo in drugo svetovno vojno, jo niso zakrivili muslimani, ne, niti približno. Zakrivila je naša zahodna civilizacija, oba ta največja pokola v 20. stoletju. Se pravi, ne gre, on je izjemno lepo to izpelal, pravi, ne gre za konflikt civilizacij, ampak gre za konfliktno civilizacijo, to je naša civilizacija. Naša civilizacija je konfliktna, naša civilizacija dela vojne. Ne, ni Irak napadal Amerike, ampak je Amerika napadla Irak in tako naprej. Ni Krim napadel Rusija, ampak je, ok, no, tudi na Krimu so muslimani, ne.
krimski Tatari. Zato je v bistvu vsi tile islamski intelektualci opozarjajo točno na to. Treba iti na dialog, zavezništvo civilizacij. Nekdani iranski predsednik Hatami, ki je veljal za enega zmerneža, v bistvu za najbolj zmernega iranskega predsednika zadnjih let, je na eni veliki mednarodni konferenci o dialogu civilizacij v Istanbulu govoril točno to, ne. V bistvu gre pri vseh naših civilizacijah, ki so se začele na Kitajskem, v starem Egiptu, pa potem Grčija, Rim, Islam, ne, Andaluzija, ne, to je bila najbolj cvetoč del Evrope takrat za časa islama. Pa potem naša zahodna civilizacija, današnja civilizacija, v bistvu gre za štafetni tek civilizacij. Od stare Kitajske, starega Egipta do danes gre v bistvu za štafetni tek civilizacij, za prenašanje tega duha, kulture, dialoga v bistvu iz generacije v generacijo. Ne. In ta štafetni tek civilizacije treba nadaljevati, ne, prenašati, kar je dobrega, ne, in graditi dialog, ne pa zaostrovati in spodbujati konflikt na osnovi nekaterih skrajnežev, ki niso samo v islamu, ampak jih imamo tudi tukaj v Evropi, koliko hočete. Mogoče še kakšen stavek, če smo že pri islamskem svetu, na Turčijo, ne? Mislim, da Turčija je zanimiva, čeprav zdaj malo v ozadju, glede na to, da je Sirija nekako prišla v spredje, ampak Turčija je vse skozi en izziv za Evropo. Ja, Turčija je v bistvu izjemno zanimiva država, izjemno pomembna država. Svojo diplomacijo je v odnosu do Sirije res da padla na enem izpitu, ne, ker Turčija je Ahmed Davutoglu, turški zunanji minister, s katerim sem se tudi pogovarjal, ampak ga ni v knjigi. On je arhitekt turške politike, ki se je imenovala Nič problemov sosedje. Ne. In tale politika je padla na izpitu točno v Siriji, ne, ker je v bistvu se Turčija opredelila do ene strani, ne, namesto da bi nekako pomagala voditi dialog med Asadovim režimom in opozicijo, se v bistvu opredelila za opozicijo in s tem v bistvu samo dodatno pospešila konflikt, ne, in s tem tudi padla na izpitu iz diplomacije, ki je sama začela, ne, ta nič problemov v sosedih. Zdaj, problemov je v Turčiji veliko. Sam sem izjemno spoštoval Recepa Tayyipa Erdogana, turškega premijerja, ko je prišel na oblast, je bilo nekaj novega, ena pozitivna sprememba, ki se je tudi pokazala v gospodarskem razvoju Turčije. Turčija je ena najhitreje razvijajočih se držav današnjega sveta. V bistvu sploh ne pozna krize, kot jo poznamo danes v Evropski uniji. Problem pa seveda je nastal, ker je, to se zgodi pri vseh politikih, tudi v Evropi, ne, če so predolgo na oblasti. Ne. Erdogan ima zdaj že 3. mandat in politiki, ki vladajo tako dolgo, počasi izgubljajo stik z realnostjo. Ne. To praksa kaže, ne, posod, ne samo v Turčiji. In mislim, da je Erdogan padel točno na tem izpitu. Ne. Erdogan je napravil eno veliko stvar v Turčiji, dokončno je potisnil kot vojsko, ne, kar je velik dosežek, ker vojska je v Turčiji nenehno diktirala politični in tudi siceršnji tempo. Erdogan je generale dokončno spravil v kot in ko je to je v bistvu ogromen dosežek za Turčijo, ogromna sprememba na bolje. Ko je mislil, da je s tem opravil vse, seveda je demokratične procese nekako odrinil na stranski tir. Mislil, da je s tem naredil vse, ampak točno lanski nemiri so dokazali, da izgublja stik z realnostjo. Javnost mu je to jasno pokazala. Ne. Začelo se je v Istanbulu zaradi parka Gezi, kjer ne bi zgradili shopping center. Ne. V Istanbulu je ogromno
shopping centrov, tisti, ki je bil v Istanbulu, to ve. Ne vem, zakaj naj bi zgradili še en dodaten shopping center v parku, ki jih v tako velikem mestu tako in tako primanjkuje. Nemiri so se iz Istanbula potem razširili po vsej Turčiji. Reakcija oblasti je bila strahotna. Jaz sem se jeseni v Strasburgu pogovarjal z bratom enega od ubitih. To so grozljive stvari, ko poslušaš njihove zgodbe, kakšne farse se potem dogajajo na sodiščih. Ubitih je bilo 9 ljudi v teh nemirih v Turčiji, ranjenih 700, hude poškodbe. Država pa ni potem začela nobene preiskave, čeprav so bili jasni dokazi, da so nekateri policisti namenoma ubijali. Se vidi na YouTubeu, video posnetke. In brat enega od ubitih je s pomočjo odvetnikov prišel do sodišča, je s tem primerom ubitega brata prišel na sodišče v Strasburgu, in tam sva se o tem pogovarjala. Farsa na sodišču, vse o tem sem napisal velik članek v sobotni prilogi, prava drama, filmska drama. Nazadnje pripeljejo na sodišče, ko se je začel proces proti policistu, najprej v Turčiji, ko pripeljejo policista, ki je ubil brata tega človeka, na sodišče, so ga pripeljali z lasuljo in umetnimi brki, in mati ubitega sina je šla do njega, ga prijela tega morilca, svojega sina, z roko za glavo in ji ostane lasulja v rokah. Niso pripeljali pravega morilca na sodišče. Se pravi, sodišče sploh ni preverjalo, kdo sedi, da to je bila neka farsa, zaradi tega so se pol tudi odločili, da grejo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Mislim, da Erdogan tukaj dela strahotne napake, ko ne razišče, ne kaznuje morilcev, teh mirnih protestantov, ki niso hoteli nič drugega kot ohraniti park, kar je popolnoma legitimna pravica v vsaki demokratični državi, in nadaljevanje demokratičnih procesov. Zaradi tega, mislim, je tukaj Erdogan po mojem dokončno padel na izpitu iz demokracije. Sem pa se z njim pogovarjal, to v uvodu knjige povem. To je bil en mojih najbolj nenavadnih intervjujev. To je bilo kmalu potem, ko je Erdogan prišel na oblast. To je bilo takrat za Turčijo res nekaj novega, nekaj obetajočega, en nov veter v turški politiki. Jaz sem se z njim dogovoril za intervju, ki je bil potem točno o polnoči v njegovi rezidenci v Ankari. Zakaj o polnoči? Intervjuje o polnoči doslej še nisem imel nikjer, razen kakšnih zasebnih. Intervju je bil, to je bilo en teden pred lokalnimi volitvami, Erdogan je veliko potoval, bil je na shodih, logično, po vsej državi, se zvečer vračal v Ankaro. Meni so rekli, da bo intervju ob 8 zvečer. Ko se je bližala 8 ura zvečer, je v tisti njegovi rezidenci čakalo en kup ljudi, pol vlade, 3 televizijske ekipe in še par drugih. Pol so sporočili, da Erdogana ob 8 ne bo, ker pač zamuja z tistega protesta, mislim, iz tega predvolilnega shoda, nekje ob Marmarskem morju, v kraju, kjer je njegova žena, da se ne spomnim imena tega mesta. So sporočili, da ga ob 8 ne bo, da pride ob 10. Pol so vrsto tistih čakajočih ministrov že malo zmanjšali, da ne bo preveč ljudi. Se je bližala 10. ura, so rekli, ne bo ob 10, bo o polnoči, in takrat so dokončno poslali domov vse 3 turške televizijske ekipe in večino ministrov, ostali so 3 ministri, pa jaz ne. In o polnoči se je Erdogan prikazal, opravil na hitro s 3 ministri in pol sem prišel na vrsto še jaz. Tako da sva kakšne slabe pol ure se pogovarjal v glavnem o turški poti v Evropo. Ko je ta stranka, njegova stranka prišla na oblast, je bil vstop v Evropsko unijo
ena prioritetnih nalog, ne, zdaj že Turki malo razmišljajo, ne grejo, ne. Ampak se pravim, zaradi teh njegovih avtokratskih potez in tega nerazumno krutega zatiranja protestov lani v Istanbulu in potem drugje po Turčiji, sem se odločil, da tega intervjuja, čeprav je v bistvu ekskluziven, ne bom dal to knjigo. To nekaj povem, kjer intervju pa ni v knjigi, ne? To je sporočilo. Tudi to je sporočilo, seveda, tudi s tem daš nekaj vedeti sogovornikom. A je mogoče kakšno vprašanje, bi želel kdo od vas vprašati kaj Branka Sobana? Če ne pa v premislek z... Evo, izvolite. Gospod Soban, zelo nezanesljivo kritični ste do oblasti ruskih, ne, do vlade. Razumljivo, ne, ker tako kot vse, tudi naše, recimo, je predvsem neprizanesljivo oziroma groba do svojih ljudi. Kaj pa pravite na ruskega človeka, recimo v njem pa velja mit, da je blage duše, da so to naši slovanski bratje? Kaj? Ja, se popolnoma strinjam z vami, ne. To vedno razložim, ko me sprašujejo o Rusiji. Jaz imam Rusijo izjemno rad. Rusija je izjemna država, jaz sem jo, mislim, da ni prav dosti ljudi, ki so toliko prepotovali Rusijo kot jaz. Jaz sem obiskal vse, kar se obiskati dalo, vsega se seveda ne da, ker je to ogromna država. To je država z izjemno literaturo, ne, to vsi vemo, ne, z izjemno glasbo, z izjemno umetnostjo, z izjemno znanostjo, ne, koliko je Nobelovcev, sicer zdaj znanost dobi malo manj denarja, kultura tudi, žal. In imam te ljudi izjemno rad, zlasti preproste ljudi na podeželju. Bil sem v krajih, ne, kjer, mislim, ni vode, ni elektrike, sred blata in tako naprej. Na Kaukazu, ki je izjemen del Rusije, čeprav ga Rusi ne marajo preveč, ker so tam v glavnem muslimani. Ljudje so izjemni, ljudje te sprejmajo odprtih rok, kjerkoli, zlasti na vasi, ne, v mestih je malo drugače. Problem Rusije je politika, ne. Politika je pa zame, ruska politika, mislim, tako se obnaša do ljudi. Jaz sem precej zgodb napisal o tem, ne vem, zgodba ene čečenske matere, sin je bil ubit, sin vojak je bil ubit v Čečeniji, dobila je odškodnine, težko rečem, za vedro krompirja je dobila odškodnine, par kopek, par rubljev. Toliko je vredno človeško življenje v Rusiji. Tako ruska politika spoštuje svojega človeka, o katerem sicer nenehno govori, ne. Že v sovjetskih časih je bil človek naša največja vrednota, ne. Tudi Putin to nenehno govori. Ampak materi, ki je izgubila sina v Čečeniji, pa da odškodnine za eno vedro krompirja. To je problem današnje Rusije. Problem današnje Rusije je politika, kot marsikje drugod, ne. Rusi velikokrat pravijo, Rusija ima slavno preteklost, svetlo prihodnost, le človeka, ne, vrednega življenja, sedaj pa nikoli, ne. In to je v bistvu v resnici največji problem. Jaz nikoli nisem bil kritičen do preprostih ljudi, v bistvu jih vedno zagovarjam, ampak sem pa izjemno kritičen do politike, ne. Mislim, vsa Evropa je molčala, ne, ko je v Čečeniji, zdaj seveda, čečenskih žrtev ni prištel še nihče. Ruskih vojakov je padlo v Čečeniji 15 000, približno toliko v Afganistanu, ne. Čečencev blizu 200 000. Ja, kaj naj si novinar misli o človeku, ki hladnokrvno pobije pol republike? Mesto Grozni, 500 000 prebivalcev, eno najlepših, najbolj cvetočih mest na Kaukazu, središče naftne industrije na Kaukazu. Jaz sem bil v Groznem, kjer ni bilo ene cele stavbe. Mesto so zravnali, 500 000 mesto so zravnali zemljo, ne. Vsi so Grozni takrat primerjali Varšavo leta 1944, ko so jo stolkli Nemci, ne. In vsa Evropa, ne, o čemer smo že govorili, je zaradi teh sebičnih energetskih interesov iz strahu, da bomo ostali brez plina in nafte, ne, o Čečeniji preprosto molčala.
Ne. Tisti, ki je pa pisal, je bil pa pol zato kaznovan, ne dobi več vize in tako naprej. Zato je en švedski... Ja, ali pa ubit, ja, seveda, koliko je ubitih novinarjev, ne. Z Ano Politkovsko so bila velika prijatelja, ne. Mislim, mene kar zona spreleti, ko kjerkoli govorimo o Ani Politkovski, nazadnje sva se pogovarjala 2 meseca pred smrtjo, ne, mislim. Potem je bila, no, to veliko pove o odnosu ruske politike do svojih državljanov, ne. Ubita je bila na Putinov rojstni dan, 7. oktobra, ne, to sporočilo tega umora je bilo jasno, da bolj ne more biti, ne. In zakaj je bila ubita? Samo zato, ker govorila resnico o ruski politiki, o zločinih v Čečeniji, kjer ubijajo ljudi zato, da potem trgujejo s trupli. Ubijajo človeka in v islamu je treba, tudi kot krščanski kulturi, truplo je treba pokopati, ne. In potem ta trupla pobitih Čečencev prodajajo svojim družinam nazaj. Za $40,000 zahtevajo ruski vojaki in tisti njihovi lojalisti od čečenskih družin, ne, pol, ker seveda v Čečeniji nihče nima $40,000, ne, se v Sloveniji nihče nima, ne, oziroma zelo redki posamezniki, se pol seveda kot na bazarju, ne, pol dogovorijo za nekih $10,000, ki si jih ta uboga čečenska družina izposodi iz vseh sorodnikov, cele vasi, da pokopljajo svojega sorodnika. Ana Politkovska je bila ubita zato, ker je govorila o tem. Mislim, to veliko pove, ne, kako se, in seveda pisala je tudi o drugih, kritizirala je tudi druge temne strani ruske politike, ne. To veliko pove, kako se današnja ruska politika obnaša do svojih najboljših ljudi, ne. V tem je problem Rusije, ne. Ruski človek, ne, znamenita, široka, ruska, slovanska duša, to so izjemni ljudje, izjemno gostoljubni, vse bodo dali na mizo, ko prideš k njim, zlasti na vaseh, v mestih je to drugačne. Ampak ne zaslužijo pa si take politike in to je temeljno sporočilo mojega pisanja v Rusiji. To vaše pisanje v Rusiji verjetno spremlja še kdo v tej Evropi, ne? Verjetno ne pišete sam za nas Slovence, ne? Verjetno istočasno vas obravnav, oziroma ste lahko tudi novinar za celo Evropo, ne? O ruskih vprašanjih, ne? Ja, teoretično, ja, se včasih napišem še za kakšen drug časopis, ampak seveda jaz kot zaposlen na delu, ne, so pogodbe in določila pogodb, pač moraš delati za svojo hišo. Vse drugo je stvar dogovora ali pa pač, da ne poveš, ne, da si kaj napisal še za kaj drugega, ampak v Sloveniji treba pisati samo za svoj časopis. To se ne da, da bi pisal kot zaposlen na delu, pisal. A je bil kakšen primer, da bi kakšnega od vaših intervjujev potem pa po delu povzel? Koliko mi včas Špigelove in podobne? V celoti ne, ker so dolgi, ampak so različne agencije, časopisi, ki povzemajo deloma, ne. Vaše intervjuje? Ja, tudi kakšne komentarje, ne. Prevedejo. To je to, ne? Ne, to zato sprašujem, ker je toliko tenkočutno in toliko resnično, ali se še kdo drug upa, recimo... Ja, povzemajo, se zgodi, povzemajo, tudi časopisi povzemajo, ne v celoti, ne, ker so pač tu dolgi intervjuji, ne, to je zdaj... Takih novinarjev ni veliko, ne? Hvala lepa, ja. Povzemajo, ja, tudi sam kaj napišem, ampak se pravim, ker sem v službi na delu, moram pisati glavnem za delo. Ja. Kaj pa to, da se še tako intervjuje, ne? Ali vas je bilo kaj strah, da bi se vam lahko kaj zgodilo, ali ste vedno šli pripravljeni z vprašanji tja, brez flegma, tako po domače povedano, to me zanima. Profesionalni novinar mora biti vedno pripravljen, ne, seveda, včasih, če pride, jaz se seveda na intervjuje, take daljše intervjuje, ki so tukaj v knjigi, temeljito pripravim, se prej dogovorim. Seveda se tudi zgodi, to je pač novinarstvo, moraš biti na pravem kraju, v pravem času, se zgodi, da dobiš intervju, za katerega nisi niti računal, ne, takrat se pač treba potegniti vse znanje, ki ga imaš, ne.
Če veš, da boš imel naslednji teden intervju, imaš ogromno časa, da prebereš par knjig, pa da se pripraviš. Ne? Ampak tudi, če se ti intervju ponudi zdaj, ta hip, ne, mi ga ni problem narediti, ne, ker če veš, kdo je sogovornik, ga tudi veš, kaj je treba vprašati. Ne. Drugač pa strah pa te stvari moje temeljno življenjsko geslo je, ki se ga držim že od nekdaj, je ne boj se, ne sovraži. Jaz se čisto nobenega ne bojim na tem svetu in nobenega ne sovražim. So pa vam grozili, ne, že? To pa groženje pa koliko hočete. To zdaj pa ponavljam. Ampak to so grožnje večinoma iz tujine? So tudi tukaj, ne vem, iz slovenskih logov pride kakšno pismo, ne, seveda, jaz spoštujem vsako mnenje, ne. Živimo v demokraciji, kjer je vsako mnenje legitimno, zato smo se borili, ne. So bili režimi, ko mnenja niso bila dovoljena, ne. Zdaj v demokraciji pa ima vsak pravico povedati svoje mnenje in jaz to spoštujem, vsako mnenje v mojem, tudi kritična mnenja v mojem pisanju, ne, in kritično mnenje je ogromno. Ampak, ker sem jaz podpisan pod mojim člankom, pričakujem, da se bo tudi moj kritik podpisal. Ne? In človek, ki pljuva, ne? In grozi in se ne podpiše, zame je to navaden strahopetec. Ne? Jaz sem zmeraj podpisan pod vsakim mojim člankom. Vsak se lahko vrne name, ne imajo tak pogum še tisti, ki kritizirajo. Tega izlasti na omrežjih, ne? Joj, to je... Sploh nima smisla tega najbrž gledati. Je pa, ne, to nima smisla brskati po tistem. Anonimnost je en velik madež, ne? Točno. To je prinesel internet, to je prinesla nova tehnologija. Jaz sem proti anonimnosti, ne. Če kritiziram nekoga, ne vem, ali slovensko vlado, ali rusko vlado, ali ameriško vlado, zmeraj sem podpisan. Vedno. Noben moj članek ni nepodpisan. Zato isto pričakujem od tistega, ki me kritizira, da vemo, kdo je kdo. Ne? On ve, kdo sem jaz pa ne vem, kdo je on. Ni dialoga pol, ne? Ne more biti dialoga. Drugače pa uvod k vaši knjigi je napisal tudi švicarski poslanec, ne, in član parlamentarne skupščine Sveta Evrope, Andreas Gross, ne, in on je napisal, da Branko Soban bi pripadal, če bi bil žival, izumirajoči vrsti. Mislim, da je dober zadev. Skratka, novinar z veliko začetnico, ne, se mi zdi vedno pripravljen in predvsem tudi pogumen, ne, z lastnim mnenjem. Mislim, da sem kar nekaj tega naštela. Mnogi novinarji tudi veselo pišejo, pa brez mnenja, ki bi ga človek z vaših pogovorov, ki jih upravite, človek ve, kakšno je vaše prepričanje. Ja, z Andreasom Grossom sva se spoznala v Strasburgu, ne, to je zame, sem že večkrat omenil Svet Evrope. Svet Evrope je zame v bistvu ena velika šola novinarstva, zame osebno, ne. Se mi zdi, da sem tam tako ogromno pridobil, ne. Mislim, da naša politika, ne samo slovenska, tudi politika v drugih evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije, ta Svet Evrope podcenjuje. Ne. To je v bistvu prva in edina, še vedno panevropska organizacija, ki združuje vso Evropo. Ne. V tem je bogatstvo Sveta Evrope. Je 47 držav, od Azorskih otokov, ki pripadajo Portugalski, do Vladivostoka, ne, ker je tudi Rusija članica, Turčija je članica, Kavkaške države so članice, vsa vzhodna Evropa, Ukrajina je članica, ne, in od Islandije dol do Grčije. Ne. To je edina res prava evropska organizacija, ki jo veliko močnejša in bogatejša sestra Evropska unija preveč potiska na stranski tir. Ne, čeprav pozablja, ne, da v bistvu brez članstva v Svetu Evrope ne moreš priti v Evropsko unijo, ne, ker kot sem že omenil, Svet Evrope je zgrajen na istih temeljih kot Evropska unija, Kopenhagenski kriterij, demokracija, vladavina prava, spoštovanje človekovih pravic, svoboda tiska. In tudi ta močnejša, ekonomsko in finančno močnejša sestra, Evropska unija, si od Sveta Evrope
lepo noben mu nič povedala, je sposodila zastavo pa himno, ne. Zastava Evropske unije je bila najprej zastava Sveta Evrope in Oda radosti Betonova je bila najprej himna Sveta Evrope in zdaj vsi mislijo, da je to samo zastava pa himna Evropske unije, ne, je bistveno več. Je zastava in himna vse Evrope, Sveta Evrope. In tukaj sem jaz v bistvu po mojem prvem mandatu v Moskvi sem začel zahajati v Strasbourg in grem večkrat na leto na zasedanja parlamentarne skupščine Sveta Evrope, kjer sem spoznal ogromno ljudi in ogromno intelektualcev. Tja prihajajo na zasedanja, prihajajo veliki ljudje z vsega sveta, književniki, politiki, Združenih narodov, vse. Vsega sveta pridejo v Strasbourg kot gostje, odvisno od tematike, kaj obravnavajo. No in Andreas Gross je v tem času sva postala velika prijatelja in je napisal zelo lep uvod, ne, sem mu zelo hvaležen za te lepe besede. Je pa moram povedati, da bo intervju z Andreasom Grossom v naslednji knjigi. Andreas Gross je eden največjih strokovnjakov v Evropi za neposredno demokracijo, ker je pač Švicar, ne, velik zagovornik referendumov. In v tem intervjuju, ki bo v naslednji knjigi, govoriva točno o tem, ne, o strahu pred referendumom. Ne. Pravi, da to je povezano tudi s slovensko zgodbo, ne, ko so začeli prepovedovati nekako omejevati, ne, referendume. In mislim, da je zdaj precej omejeno že, ne, ni več tako, kot je bilo. Predvsem sicer politiki so se vrata malo priprla, ne? No, tako, ja. In on pravi v tem intervjuju, ki bo v naslednji knjigi, pravi, politika, ki se boji referendumov, se v bistvu boji ljudi. To je v bistvu neposredna demokracija, je bistvo demokracije, ne. Mi smo, tudi sam mislim, ne, da smo politiki prepustili preveč, ne. Ker tudi ustava piše, da je Slovenija demokratična država, ne, ki temelji na vladavini ljudstva, ne, v bistvu temelji na vladavini strank, ne več na vladavini ljudstva, ne, zato je treba vrniti malo neposredne demokracije. Dobro, hvala lepa gospodu Branku Sobanu, jaz mu želim še veliko dobrih knjig in dobrih sogovornikov, ne nazadnje, rekel ste, vse znanje tega sveta je v knjigah in ljudeh. Zato že vso svojo novinarsko kariero strastno posegam po knjigah in se pogovarjam z ljudmi. Zato sem vam to zaželela. Hvala, da ste bil nocoj naš gost. Najlepša hvala za povabilo in to, kar ste zdaj prebrali, priporočam tudi vsem drugim. Ne. Berite knjige in se pogovarjajte med seboj. Ja. Še to, zadnji so prijazno iz založbe Sanje prišli s knjigami, ki imajo danes ne samo ta knjiga Zločin brez kazni, pač pa tudi nekatere aktualne, angažirane knjige, ki jih izdajajo v založbi Sanje, so danes s popustom od 10 do 40%. Mislim, da so mi naročili, tako da bojo povedali, je čist sveža, najbrž tista, ki je najstarejša. Tako da poglejte si te knjige, vse imajo neko težo, mislim, da so v založbi zastavili zelo resen program za te čase. Zelo dober program, izjemno kvalitetne knjige. Tako da bomo potem luč pačgali, tudi Branko Soban bo kakšno knjigo podpisal, če boste želeli. Velikim veseljem. Tako, hvala, da ste prišli na najin nocojšnji pogovor. Naslednjič bomo pa čisto v drugi zgodbi vrtički, počas bo treba iti na vrt in se bomo pogovarjali o hrani, pridelavi hrane, tako da bomo šli z te težke politične teme na malo bolj lahko, pa na tisto, da si kaj s svojimi rokami pridelamo, kar je pa danes tudi mnogokrat zelo koristno. Tako da mislim 7. aprila naslednjič pogovor o vrtičku. Hvala. Veselje.
Milan sem jaz. Doma. A si zdaj že uspel še več prebrati? Ja, absolutno. Ne, jaz sicer večino sem kar prebral, moram priznati, že prej. Torej je fajn, da se da lepo. Sem Ne mučim se, samo drugo.